danes bomo govorili o Josipu Jurčiču. Začeli bomo tukaj, kam nas bo potem prineslo, to bomo še videli. Moja gostja je danes profesor dr. Urška Perenič, ki je pred nedavnim izdala knjigo o Josipu Jurčiču. To se pravi, da je verjetno povod za to, kaj je vse v tej knjigi novega. No, in da bom jaz najprej povedal, kaj sem jaz v tej knjigi novega prebral, ne. Mislim, najbolj je pravzaprav tisto, torej prekinitev s tradicijo, češ da je Josip Jurčič pisatelj, ki nekaterih situacij ne zna opisati. To se pravi, vse mislim, da izhaja iz Levstikove kritike Desetega brata, češ da ti junaki premalo delajo, da so dejavni, ne. Vi ste perspektivo obrnili, to se pravi, ne, da Josipu Jurčiču priznavate nek register več, torej kontemplativni, in da seveda je to pisatelj, ki tudi notranjost človeka ima za zelo pomembno, ne. Morda bi tukaj začeli pogovor, ne, kajti seveda Josipa Jurčiča na neki način iz šolskega kurikuluma vsi poznamo, ampak a je to dovolj? Kar se tiče aktivnosti junakov, verjetno mislite na to aktivnost navznoter, na čustvovanje. Ja, to se pravzaprav težko strinjam z Levstikovo kritiko, ki ni prav nič prijazna, da so Jurčičevi junaki oziroma književne osebe pasivni, preveč pasivni. Kakor tudi ne še z eno, da se Jurčič ne zna sukati na parketu. In tudi tu se mi zdi, da sem mogoče dovolj dobro, tako si predstavljam, poudarila to njegovo meščanskost oziroma to, da obvlada ne samo salonski jezik, ampak tudi okolje, v katerem se te njegove književne osebe nahajajo. Še več, njegove književne osebe so v bistvu zelo strastne. Tu razen na Lovreta še bolj pomislim na Domna. Zdi se mi, da se tam pri Jurčiču v resnici zgodi nek prelom v primerjavi s kakim Jurijem Kozjakom, kjer so res še liki, črno-beli, zelo ploščati, potem pa tega v bistvu ni več in so osebe, ki stopajo pred nas skozi njegovo literaturo, v bistvu ljudje, takšni kot mi. Torej, začela so pogovor z globljim namenom ravno tukaj za nek širši tematski sklop, torej slovenska klasika, ne. Zakaj jo prebirati, ne? Pred nedavnim je bila neka okrogla miza, kjer je en ugledni literarni zgodovinar rekel, pravzaprav se je pohvalil s tem, da je Jurčiča nehal brati pri 15 letih, ne. Kaj bi rekli recimo na takšno, recimo, ja, postavljaško misel navsezadnje, ne, če se spomnim, kaj je Primož Kozak rekel o celotni slovenski literaturi, tam v Petru Klepcu v Ameriki, ne, češ da njegov začetni horizont presega vse, kar je slovenska literatura pač izrekla, ne. Torej, vse, kar je Prešern izrekel, kar je Levstik izrekel, kar je Ivan Cagar izrekel, ne. In zdajle tukajle Josip Jurčič in vi ste torej zdaj nekdo, ki v Josipu Jurčiču nenadoma odkriva tudi avtorja, ki je zanimiv za branje ljudi našega časa, ne. Torej, tukaj vidim nekaj, kar je ta začetna intriga za najin pogovor. Moje stališče tu je precej starokopitno. Torej, reči hočem, da se mi zdi preprosto pomembno, da poznamo zgodovino književnosti, če se z njo ukvarjamo. In če je to pomembno, potem moramo poznati klasiko, moramo poznati te glavne figure, ki so jo ustvarjale in konstituirale književnost. Potem je tu nesporni pomen za narodno kulturo, narodovo kulturo. Kot tretje, ne najmanj pomembno je, da ti avtorji preprosto nimajo več
drugih ambasadorjev in da smo to lahko samo literarni zgodovinarji. Živeči avtori so lahko sami svoji. Mislite, da niso mogoče tudi legije bralcev? Ja, seveda, ampak moramo za to navdušiti. In zdi se mi, da je ravno to največji izziv ne samo literarne vede, ampak predvsem pouka književnosti. In kot nekdo, ki se recimo navdušuje tudi za teorijo književnosti, mislim, da nam vse te teorije nič ne bodo pomagale, če ne bomo znali navdušiti bralcev za to, da bodo po knjigah posegli. In se mi zdi, da je to nek prav način, da se to zgodi. Zdaj, da se takoj spomnim na recepcijsko estetiko, na to, kar se je dogajalo na nemškem. Namreč mislim na čas, ko je bil izobraževalni sistem v krizi in se je potem pojavil JAVS, s to svojo šolo, in tudi željo, namero, da bi nekako renovirali tudi izobraževalni sistem in tudi poučevanje književnosti. Torej, vaše stališče je, in to se vidi tudi iz knjige v Jurčiču, ne, torej, iskanje predvsem tistih živih plasti. Čisto gotovo je, ne, da so vsi pisatelji na neki način pač umeščeni v svoj čas, ne, in gotovo nekaj odmre, ampak recimo klasika je na neki način večno sopotništvo, ne, torej klasiki morajo nagovarjati vse, pravzaprav vse in vsakršne ljudi, ne vseh enako, ne v vseh časih enako, ne, in to je tudi srž te estetike recepcije, ne, ki je na neki način seveda potem pomagala oživiti neke navidezno odmrle plasti, zdaj nemške književnosti in zdaj seveda tudi slovenske. Zdaj pa seveda, ko je Josip Jurčič pisal, ne, bi rekel, da je bila slovenska književnost pravzaprav precej, da rečem tako, odprt sistem. Kaj mislim s tem? Da pravzaprav vsak slovenski intelektualec je takrat moral znati zelo dobro nemško, torej je poznal nemško literaturo, ne, in tisto, s čimer je on računal pri neki začetni poziciji, od česar se je moral razlikovati, ni bil samo France Prešeren, ki je bil pač tudi z Jurčičevo pomočjo razumljen kot klasik, ampak seveda tudi vsa nemška klasika, ne, in obstati zdaj ob Prešernu, biti drugačen, pa vendarle nekaj takega povedati ljudem, da posegajo sami od sebe po delu, to mislim, da je tista stvar, ki se jo pri razmislekih o slovenski književnosti velikokrat pozablja. Pa zdi se mi, da smo imeli tudi to srečo, da imamo generacije nadarjenih posameznikov. To se mi zdi ena velika sreča za slovensko književnost. Da so bili preprosto genialni. Jaz si to še zdaj težko predstavljam. Ne samo, ko pomislim na Jurčiča, tudi na druge, ali pa ko pomislim na Vajevce, da so bili to samo dijaki. To je danes nepredstavljivo, da ima nekdo tako obzorje, da zna tako razmišljati. Tisto, kar me čudi, tudi še v mojih letih, da ima toliko izkušenj, da zna tako opazovati svet, da zna to ubesediti. In zato so mi ti ljudje zanimivi ne samo zaradi literature, ampak že kot osebnosti, kot figure. No, na neki način verjetno je to pojasnljivo, ker so morali iti iz večinoma vasi v mesto in so se morali pač tam znajti. V gimnaziji je bil človek navsezadnje že sam in se je moral pač vsakodnevno gospodariti sam s sabo, ne? Tako da ta recimo zrelost, ne, dosti mladih ljudi je morda pojasnljiva s tem, ne, tudi seveda, ne, povprečna življenjska doba v tistem času je veliko krajša, ne, čeprav imamo kakega Lukosvetca, ne, ki pač celoten narodni preporod,
pa potem še dočaka nastanek kraljevine SHS. Ne. Torej, to so vendarle nekoliko drugačne dimenzije, ki pa prihajajo do nekega izraza, seveda tudi v samem delu. Ne. In, če pogledamo zdaj Janka Kersnika, ne, ali pa Ivana Tavčarja, ne, kaj vse so ti ljudje bili, ne, pa Josip Jurčič, ob vsem tem literarnem delu, ki ga je približno toliko, kot je Šenovega, ne, torej, pa je bil Avgust Šeno pač ugleden zagrebški meščan, mestni senator tudi, ampak ob tem je Josip Jurčič vsak dan pisal slovenski narod. Včasih se človek začudi, kako je mogoče toliko napisati, je pisal kar z obema rokama hkrati. Ja, se to tudi vi poveste, da je treba pač besedo za besedo. Ne? Si predstavljam, da je bil potem toliko izurjen in predstavljam si tudi, da je bil to strašen fizični napor. Tako da me niti ne čudi, da je tako zgodaj zaključil svoje življenje. Dejansko si zase ne predstavljam, da bi to tako počela v nekih bistveno drugačnih okoliščinah. Sicer pretok informacij bi očitno dovolj dober, ampak če pomislimo, kaj vse imamo danes, in da bi tako pisal, je to nepredstavljivo. Mi je ostala pa v spominu anekdota Maksa Pleteršnika, kako je Jurčič veliko poslušal, in potem to tudi uporabil za svoj časopis. Se pravi, da je imel veliko stikov, da je znal ljudem prisluhniti, to se mi zdi zelo pomembno. In da je bilo to poslanstvo, on je bil tam preprosto zapisan. Torej, čisto gotovo, ne, bi rekel, ravno prava se je oglasila, ne, kajti vi ste vendarle knjigo napisali v 3 mesecih. Ja, to so bile izredne okoliščine in moram reči zelo odkrito, da se mi zdi, da česa takega ne bom več zmogla. Mislim, težko si predstavljam, res. Ker to je bilo res delo dan na dan in dejansko je to s tabo in s tem živiš in se tega ne otresaš. Pa hkrati pa tudi občutek, da to moraš storiti, ker ne moreš početi ničesar drugega. Da, saj pri vsakem resnem intelektualnem delu, pri pisanju knjige je vedno tako, knjiga zahteva, ne. Torej, Josipa Jurčiča, ne, je klicala pravzaprav vsaka od njegovih knjig, ne. Zdaj, če se vrneva res k temu osrednjemu liku najinega pogovora, ne, torej k konkretnemu pisatelju, ne, ki se rodi 1844. leta, ne, ki umre 1881. leta, ki pa je v veliko literarnih zgodovinah omenjen nekje v isti vrsti kot Janez Trdina, pa morda še Matija Valjavec in takšni, kaj bi rekli, zdaj po tej izkušnji z Josipom Jurčičem in sliko literarne zgodovine, ki jo daje o Josipu Jurčiču, ne, torej to trenje med recimo nekim res za toliko malo let ogromnim delom in tistimi par sličicami, ki jih literarna zgodovina da potem o nekem pisatelju. Navsezadnje ste vi tudi literarna zgodovinarka in se mi zdi, da vas je gnalo tudi neka zavest o krivici, ki se je zgodila nekomu, ki ga pripoznavate kot pomembnega. To je eno, je pa tudi moj občutek, da se pri osveževanju književnega kanona morda kdaj preveč pozornosti daje sodobnejšim avtorjem in da potem ti klasiki preprosto preveč tonejo v pozabo.
Ampak tisto, kar sem ugotovila zdaj v ponovnem prebiranju Jurčiča, je kot prvo, da se mu godi krivica, če ga beremo do 15. leta in če ga imamo za nekega otroškega in mladinskega avtorja. Kot sem že večkrat rekla, je verjetno to res povezano z dejstvom, da ga največ berejo v šolah in se potem zgodi pač ta sprememba na recepcijskem horizontu. Veliko odkritje zame pa je bilo to, da sem se zavedla, da je Jurčič dejansko za slovensko pripovedno prozo tisto, kar je Prešeren za poezijo. Mislim zlasti z ozirom na to, kaj je on vse prispeval, katere žanre, žanrske vzorce v slovensko književnost in da je ta z njegovim nastopom preprosto postala drugačna. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno, neka linija, ki se mi je izrisala, ko sem ga ponovno prebirala in neka zamisel, ideja, da si brez Jurčiča zdaj težko predstavljam Kersnika in njegovo ustvarjalnost, Tavčarja in če hočete Cankarja. Se pravi, da je on že začetnik nečesa, kar smo po mojem zdaj preveč pripisovali samo Cankarju, recimo, kot največjemu slovenskemu pisatelju. In da je Jurčič mnogo tega povedal že prej, na nek podoben način, šel je po neki podobni poti, ampak pred Cankarjem. Tu mislim zlasti na Jurčičev občutek za tradicijo na eni strani in na drugi strani to njegovo čisto individualno ustvarjalno zmožnost, da je znal to tradicijo zelo izvirno preoblikovati in jo na koncu celo stopnjevati do, če hočete, satire, karikature in povedati sicer, mislim, da dobrohotno, neke stvari na zelo oster, kritičen način. No, dejansko, to, kar človek iz vaše knjige razbira, je, da bi rekli, začenja morda Josip Jurčič res tam, kjer Trdina, torej z nekim zapisovanjem narodnega blaga, končuje pa tam v predverju Cankarja, torej Kozlovska sodba v Višnji gori je, kar ste pokazali, ja, takšen tipičen primer, kjer v neki relativno kratki zgodbi pride pravzaprav ta razvojni premik v slovenski književnosti zelo do izraza, in potem se začne pa težava tisto, kar je bilo recimo pred vami. Torej, gotovo zelo zaslužno raziskovalno delo Matjaža Kmecla, ampak vendarle v teh njegovih spisih vidimo v bistvu predvsem sociološko interpretacijo Jurčičevega dela. Jurčič kot najbolj meščanski od vseh slovenskih pisateljev. Zdaj seveda se mi zdi, da v tej vaši knjigi pa prihaja do izraza nek drugačen Jurčič, torej ne toliko otrok svojega časa, ampak nek pisatelj, ki, torej kot že vaša monografija govori o tem, svojega in našega časa. Torej, da je toliko obče človeški, sporočilno, da ga ne moramo potisniti recimo samo v meščanski milje, miselni, pri čemer se mu je pa paradoksalno očitalo, da ni dober v tem, ker ta ne zna opisovati salona. Torej, to so bili pravzaprav dvojni očitek. Meščan, in to mu je Cankar pravzaprav očital, na drugi strani pa tam, kjer bi bil najbolj meščanski, tega pa ne zna. Torej, v bistvu ste, bi rekli, izvedli dvojno rehabilitacijo, če je literarna veda tako zelo pomembna. Torej, tukaj se vidi vprašanje individualnega branja in na drugi strani to, kar sva že govorila o kanonu. To se pravi neka napetost
da si človek upa prebrati v tekstu tisto, kar res njegove oči vidijo. Je po svoje frustrirajoče se lotiti klasikov, tudi Jurčiča. Zame je bilo to v bistvu težko, no? Ker res imam pred sabo, kako naj rečem, Matjaž Kmecelj in vsi ti starejši literarni zgodovinari so v bistvu v očeh moje generacije neke napol mitološke figure. Mislim, nismo jih več poslušali, ampak smo jih brali, vemo, da so bili tam približno do takrat, ko smo mi začeli študirati. Ampak ne vem, ja, je tak čuden občutek. In potem se kar malo bojiš, da bi dejansko sam to zdaj prebral. In potem sem se morala tudi kar opogumiti, da prvič se odločiti pisati o Jurčiču, govoriti še gre, ampak ko začneš pisati drugače. Hkrati pa tudi ponovno poseči po zapuščini, ker so mi rekli ljudje, kaj, a ni to že vse pregledano, ja pa kaj, če je, ne? Je pač treba še enkrat in so se našle reči, mogoče, ko so mene bolj pritegnile in kjer sem poskušala nekako tako potem po opombah posejati še kako dopolnitev. No, sej, edicija zbranih del je pravzaprav zato, da omogoči vedno nova in nova branja, ne? Mislim, to, kar imamo mi v zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ne? Torej, to je eno izvrstno pripomagalo, ampak to je začetek poti, ne? Potem je pa prihajajo neka branja, ne? Torej, jaz da povem svojega stališča, ne? Torej, da nisem se toliko ukvarjal z Josipom Jurčičem, ampak vendarle me je na njegovo živost opozarjalo pač naslanjanje v različnih obdobjih nanj, ne? In tisto, kar bi čisto na koncu tako zelo presenetilo, je to, da je en skladatelj, Aleš Makovac, pred nedavnim napisal opero Deseti brat, ki je bila zelo, zelo uspešna, ne? In zdaj, seveda, a je uspešna recimo zaradi tega, ker je vsakdo nekaj slišal o Josipu Jurčiču, ampak ne vem, a se vam zdi literarna veda tako zelo pomembna za slehernika, da bi recimo šel kupiti vstopnico za opero, ne? Ki je a žal, ne? Mislim, bi si želeli, ne? Da bi bila pomembnejša. A ja? Ja, v bistvu bi si... Torej, jaz imam predstavo o starejših predhodnikih, literarnih zgodovinarjih, da je bil mogoče njihov položaj tako širše v javnem življenju pomembnejši, da so bili bolj slišani. Zdaj pa nimam takega občutka. Imam nasprotno, ne, da je to, kar počnemo, nekaj zelo robnega. Ja, kar večina počne, ampak mislim, da vi se nimate ravno veliko razlogov za pritoževati, ne, kajti knjiga je uspešna, ne? To je res in tudi sem pravzaprav zelo vesela, da po njej posega, kot sem tudi že rekla, kulturno zainteresiran bralec. Ja. Da jo pač ljudje vzamejo v roki in preberejo. In so mi tudi že rekli ljudje, ki niso iz stroke, so iz čisto drugih področij, da so to pač z veseljem prebrali. No, torej, literarnim zgodovinarjem so nekoč postavljali spomenike, ne? Pred vnukom imamo, ne, torej, spomenik Ivanu Prijatelju, ki ima, mislim, da enega najlepših napisov, ne? Torej, kako je ocenjeval oziroma vrednotil, torej vrednost knjige slovenske, ne, in vneto oznanjal potem, ne. Kaj takega si je danes res težko predstavljati, ne. In ima tudi zasluge za Jurčiča, ne? No, čisto gotovo, ne. Torej, kje pa mislite, da so razlogi za takšno spremembo položaja, ne, torej, ki pa pravzaprav ni samo sprememba položaja vede o literaturi, ampak tudi literature same. Kajti, če gledamo samo naklade
slovenskih literarnih del, ne, potem vidimo v času Primoža Trubarja 300 izvodov, 500 izvodov. Tako kot danes. 1500 izvodov. No, torej, ja, takoj ste zapopadli tisto, kaj sem hotel povedati, ne, ampak takrat je približno 500 000 Slovencev, od tega je 3% pismenih. Ja. Morda še 2% zna brati, ne, ampak potreba po knjigi je pa približno taka, ko je zdaj, ko je 100% pismenost, ne, ampak vmes, recimo leta 1900 je bilo pa drugače, ne, 1910, tam Mislite nekje, na Mohorjevo? ja, ne, torej tam je 90 000, torej vsak, recimo 12-13 Slovenec je naročnik Mohorjeve in če pomislimo na to, da so takrat družine precej članov imele, tam ne ravno 12-13 običajno, ampak tam 7. do 10 pa vendarle, ne, potem vidimo, kako se je spremenilo zanimanje za slovensko knjigo. Res je pa seveda tudi nekaj, ne, da danes je ogromno naslovov, ne, če beremo slovensko bibliografijo, ki sproti izhaja v 19. stoletju, tam nekje 1860 in nekaj čez, pa je približno 60 knjig v slovenščini šlo. Vse to je seveda res, ampak ne, tisto, kar sva čisto na začetku govorila o krizi branja, to je neka žalostna stvar, ne, in kaj mislite, da lahko Zdaj ste deloma že odgovorili, se opravičujem. Ta hiperprodukcija na eni strani, na drugi strani ta večja pestrost medijske krajine, konkurenca drugih medijev. Pa zdi se mi, da knjiga res zahteva več truda, pozornosti. Jaz imam nenehno občutek, da živimo v nekem času razpršene pozornosti. Se o tem so govorili tudi ljudje, ki se s tem ukvarjajo. In dejansko to učinkuje, se mi zdi včasih tudi že name, no, ko se tako samo opazujem, da je zelo težko se zbrati, ohraniti to pozornost, osredotočenost, nameniti čas branju knjigi, ne. To pa je pač pri knjigi nujno. To je nujno za tiho branje. Ja, torej, a je potem verjetno preveč ljudi, Ki piše. Saj že vsakdo piše, ne? in daje med ljudi, ne, kot bi rekel Prešeren, Že ne. vsakdo piše. Ampak ne, mislil sem na nekaj drugega, ne, torej je nekoč bilo rečeno, ne, da nas prihajajo časi, ko bojo se ljudje razlikovali, ne, da eni bojo imeli vse razen časa, drugi bojo imeli čas pa nič drugega. Ne, torej, mislite, da smo že tam? Branje to precej nakazuje, da torej, seveda se spomnim še pa neke krilatice iz časa osamosvajanja, ne, torej, ko je neko širšo državno skupnost zamenjala ožja, manjša in da nam bo bolj kot kdajkoli manjkalo ljudi, ne, kajti prej je kultura vendarle bila neka za vse pomembna stvar in Aha, mislite z udržavljanjem, da nima več take vloge. ja, ampak ne zaradi tega, ker je država postala tako zelo pomembna, ker to vidimo, da se dela kdaj z njo, kot delajo kot svinja z bučo, ne. Ampak preprosto zaradi tega, ker je toliko in toliko ljudi moralo biti zdaj zaposlenih v inštitucijah, ki so bile prej skupne. Ne, in so danes pač je potreba imeti toliko in toliko v represivnih organih, toliko in toliko ne vem, pač, ker mala država vsaj strukturno rabi zasedena tudi vsa tista mesta kot velika, ne samo Nemčija je po prebivalstvu 40-krat večja od Slovenije, ne, in seveda tam
ljudje niso tako zelo zaposleni in so lahko bralci, ne? Torej neki svetovalec ministerski ali tako dalje, ne? Medtem ko pri nas mora tak človek zelo resno odločati in potem, recimo, ko pride zvečer domov, ne? Torej, ko mu pametni telefon pove, zdaj pa imaš uro pa pol prostega časa, in pa gre pa seveda v telovadnico, verjetno, ne. Ja, pa pri televizijo, ne, ker je dosti lažje. A mislite, da je televizija še tako zelo pomembna? Jaz mislim, da ja. Meni se zdi televizija večno novi medij, ker je znala iti nekako vedno v korak s časom. Mislim, vsaj zdajle, če pomislim na zgodovino televizije, ne. Od tega, da so pač iznašli s časoma daljinc, pa da danes lahko preskakujemo, pa hkrati televizijo lahko spremljamo prek spleta. Se mi zdi, da je, mislim, še vedno večno mlad medij, no, in da je. Za mojo generacijo se mi zdi, da je bila pomembna. Sicer si predstavljam, da televizijo gledam drugače kot starejše generacije. Zlasti mislim na kakšne serije, filme, ne pa da bi torej sledila programu in se ravnala po sporedu. Ampak se mi zdi, da je še živ medij. Ja, ampak vem pa, da recimo tisti, ki jim vi predavate, gledajo filme na povečano hitrost, ker nimajo časa v tistem normalnem ritmu, ne. Torej, vendarle celo pri filmu se dogajajo spremembe, ne sicer na velikem platnu, ampak v tisti ne tako zelo tipični filmski recepciji, kaj šele seveda potem branje, ne. Ampak zakaj mislite, da bi pa naj si človek vendarle vzel nekoliko več časa za branje? Kaj je pri branju tisto, kar torej branje da, spremljanje drugih medijev, recimo filmskega, pa ne? Saj ne bom nič novega povedala, če rečem, da zahteva zmožnost človekove imaginacije, ker si je treba pač predstavljati stvari. Branje... Pri filmu, pri filmu je to pač prikazano. Absolutno koncentracijo. Meni se zdi branje krasna vaja za koncentracijo. Ko jaz doma svojim otrokom povem, zakaj brati, ker jim to nenehoma utemeljujem, je zato, da spoznavaš svet, da spoznavaš zgodbe, da spoznavaš ljudi, da je to pogovor, to je moja mantra, jaz to nenehoma poudarjam, zakaj brati. In seveda, da si bogatiš besedni zaklad. To tudi. Torej, da znaš povedati tisto, kar te muči. Ja. Torej, to je gotovo... Da empatija, uživljanje, podoživljanje tega, o čemer piše literatura. Jaz vidim tu še zmerom neko tako glavno vrednost literature. Ja, vse se v življenju verjetno tudi ne spreminja, ne, ali pa iz generacije v generacijo se verjetno ne spreminja, ne. Zdaj, seveda, če spet se ozreva na Josipa Jurčiča, ne, ki tu nekje njegov duh lebdi, ne. Jaz to res verjamem, ker to, kar se mi je zgodilo z Jurčičem, nisem doživela pri vseh avtorjih, ki jih prebiram. Je preprosto tako, da niso človeku vsi enako blizu. In če je nek avtor ti blizu kot bralcem in potem kot nekomu, ki se z njim ukvarja, lahko potem o njem drugače pišeš in ga razumeš. In v resnici pač ne gojim takega odnosa do vseh slovenskih avtorjev. Prej bi omenjen Trdina. Trdino jaz bistveno drugače berem. Nikoli me ni prav posebej pritegnil in se mi zdi, pa saj ne vem, če smem to reči, ampak se mi zdi, da ne bi veliko izgubila, če ga ne bi pač prebirala. No, s tem ste pokazali svojo na neki način ikonoklastičnost, kajti Trdina najbrž, da je v slovenski literarni zavesti, predvsem zaradi Cankarjevih zelo visokih mnenj, torej o njegovem
opusu, čeprav samo na nekem segmentu, tistem segmentu, ki se mu reče resnicoljubnost. Ne? Torej, tam je nekaj posebnega, ne? Po Cankarju, ne? Lahko pa je to bilo samo zapisano zato, da je Dražo Tavčarja, ne? Ki je evidentno bil pomembnejši avtor, ne? Torej vidnejši, pa tudi ja, sodobnejši, ne? Ker če vzamemo recimo Cvetje v jeseni, saj to je pravzaprav tisto, kar je Janez Evangelist Krek napravil s krščansko socialno mislijo, ne, da jo je prevedel iz nekega mestnega okolja v takšno okolje, kot je bilo slovensko, torej pretežno ruralno, ne, to ideologijo dunajske moderne, smrt kot najvišji trenutek življenja, je to pač postavil pod blegoš, ne, ampak navsezadnje to je v tistem času ena zelo moderna misel, ne, mislim, aktualna, ja, celo novoromantična, ne, torej, ne, morda je Ivan Cankar samo zato trdino tudi poudaril. To je malce zdaj seveda težko reči, ne. Torej, zdaj seveda prebirati avtorje, za katere trdijo, da so prebrani. Ali zastareli. Ali zastareli, ne, ampak a je dosti to, da neka prejšnja generacija prebere, zakaj mislite, da mora vsaka generacija iti k klasiki, ne? Ker to je važno vprašanje literarne vede, ne? Torej, jaz se spomnim, generacija naših profesorjev, ne, je bila tista, ki je uvedla sodobno problematiko v pouk, da rečem tako grobo, književnosti na univerzitetnem nivoju. To se je zgodilo pravzaprav s Paternujem, profesorjem Paternujem, ne? On je napravil ta največji prelom, drži? Drži, pa seveda sploh z tistim nadaljevanjem matičine zgodovine, ne, torej književnosti od 45 do 65, ne. Ja, ampak vendarle, a je pa zdaj slovenska literarna veda opešala, ko pa ni recimo od 65 do 85, tega ni. In toliko prostora, kot si je danes literarna veda vzela, torej časovnega okna, ki se ne obravnava, si ga ni vzela verjetno nikoli. Ampak je bilo to v redu, da je tako rekoč sočasne pojave obravnavala? Kaj vi Se vi ste mislite? zgodovinar, mislim, ker jaz vem, da velja za historiografijo, je vsaj 70 let. Ja, da A ni to nek tak kriterij? Ker moj vtis pa je, da se danes preveč hiti in da se obravnava, nakljub tej luknji, ki jo omenjate vmes, da se preveč obravnava sodobno književnost, prehitro, da gre ne v kanon, ampak v kurikulum, da grejo avtorji, ki zdajle pišejo, ta trenutek. To pa se mi zdi do neke mere problematično. To je lahko predmet kritike, ki je svojevrstno sito, ne vem pa, če to sodi v čitanke, če je to lahko že tak resen predmet literarne vede, zaradi distance, ki je ni. In ker je zelo težko pogledati z vrha na to produkcijo. No, jaz sem si, ne, pač kot v humanistiki si vsak, ki se ukvarja z njo, mora na neki način sam skovati svoje orožje in orodje, razumevalno, ne. Torej, nekaj že povzameš, ne začenjaš od Adama in Eve, ampak vendarle lastna razumevanja so tista bistvena, ne. In sam sem si odgovoril, zakaj zgodovina in zakaj zgodovinski uvid je tako pomemben in neka distanca zanj seveda na to, ne, da pač zgodovina ni, in tudi literarna zgodovina seveda v tem smislu ni takšna eksaktna veda, ne, kjer bi lahko delal poskuse.
torej je navezana na to, da človek ugotovi, kaj pravzaprav je na delu posledica. Posledica se pa pokaže v vsej svoji celovitosti Skozi čas. skozi čas. Ne? Recimo, ne, da bi midva razpravljala o prvi svetovni vojni, tam nekje leta 1980, potem bi bila modra in pametna, če bi rekla, da ena največjih posledic je rojstvo dveh svetov, ne? Torej komunističnega in demokratičnega ali pa ne vem pač. Ne? To bi bila ena takrat popolnoma veljavna izjava, ampak danes Ima distanco. je pa drugače, ne? Torej, tam še ni minilo 80, 70, 80 let, ne? In se je pokazalo, da dolgoročne posledice so pravzaprav drugačne, tiste res najdaljnosežnejše, kot pa recimo rojstvo teh dveh svetov. Ne? In verjetno, ne, je pri literarni vedi pač tudi tako, ne, da saj vemo, koliko je različnih branj, recimo Prešerna. Ne? Torej, eno je branje generacije Ivana Prijatelja, še prej Matija Murka, ne, ki ga Prešernoslov je precej odriva, čeprav je on razkril ves kompleks odnosov med nemško in slovensko romantiko. Ne? Potem recimo še naslednje generacije, Paternò recimo enciklopedični Prešern, ne, dejansko povzetek vsega. Potem je pa Juraj Martinović z eksistencialno interpretacijo Prešerna, ne. Zdaj seveda tukaj se vidi, ne, da ta različna branja v različnih časih, ko se potem sestavi skupaj zgodovina branj, ne, in to je tisto, o čemer smo pa že govorila, z to estetiko recepcije, ne, vendarle potem tudi tukaj distanca nekaj več da, ne, in torej, ja, mislim, da ste med slavisti, slovenisti precej osamljeni pri tem poudarjanju pomena distance. Da drugi pač pritrjujejo temu, da je kriticistični pristop popolnoma dovolj. Morda bi kaj o tem rekli, ne? Mislim, zanimajo me vaše misli. Ja, to je pač povezano z mojo provenienco, govorim pač o svojem študiju germanistike, ki me je zaznamoval v tem smislu, da sem se pač navdušila za empirično literarno vedo, kjer takoj povem, da ta pridevek empirična nima nič opraviti s preštevanjem, ampak ravno s tem, o čemer govoriva, se pravi s to kontekstualizacijo literature. In da me zanimajo v resnici neke kulturne prakse, širši diskurs, v katerem neko besedilo funkcionira. Se pravi, če povem še bolj po domače, da me zanimajo tisti, ki pišejo, tisti, ki to posredujejo v nekem času in nenazadnje tisti, ki to berejo. In ta kontekstualizacija mi je bila vedno nekaj najbolj zanimivega, kako je to pač potopljeno v nek zgodovinski kontekst, ampak to na nek način arheološko, ne vem, preučevati, rekonstruirati neke pretekle kontekste in s tem tudi horizonte branja, pisanja in posredovanja. No, to je zelo blizu kulturni zgodovini pravzaprav. Ja. Ja. Ja, gotovo. Kulturna zgodovina me gotovo navdušuje, zato ker se seveda zanima za različne kulturne prakse. Zanimiva mi je tudi zaradi te svoje usmerjenosti na detajl in potem vzgodbljanje. In s tem tudi, kar sem prej rekla, kar se mi zdi pomembno, nagovarjanje neke širše kulturno zainteresirane publike, z odpiranjem strašno zanimivih tem. Ne vem, kaj sem včeraj že prebirala, zgodovine vilic ali česa že. Se mi zdijo strašno zanimive te zgodbe, kjer se pravzaprav s tem vzgodbljanjem že spogleduje z literaturo.
In to se mi zdijo... Se vam zdi Ja. to? Jaz pa vidim recimo to... Mislim, z naracijo, z načinom pripovedovanja, slogovno. Ampak jaz pa vidim to, kar vi imenujete vzgodbljanje, pravzaprav nekaj, kar je povezano verjetno s strukturo spomina, ne? Ker zgodba je tisto, kar si lahko zapomniš. Ne? To se pravi, ne, najprej je neka gasilska slika in intriga, potem se nekaj zaplete, ne, in potem na koncu je pa zdaj, ali so vsi srečni, ne, pa je druga gasilska slika, ne, kot bi pri Jurčiču rekli, da se sosedov sin, Ja. ne, torej zdaj 10. brat pa je precej bolj zapletena stvar, ne, torej tista zadnja skupinska slika je skupinska slika, vendar z nagrobnikom. Ne, torej, ne, in da je vzgodbljanje pravzaprav seveda malce posledica težnje, da si stvari zapomnimo. Ne? Vsi navsezadnje Herodotove zgodbe, ne, kjer se začenja zgodovinopisje, ne, torej so zgodbe in tam, kaj čist na začetku piše, da je to pač Herodot zbral, zato da se ne pozabijo slavna dejanja Grkov in Barbarov. Ne, torej, ne pripoveduje kar iz samega veselja. Torej, recimo profesor Grafenauer, ki je meni še predaval zgodovino, je govoril in pisal o tem, ne, da Herodot pripoveduje iz samega veselja do pripovedovanja. Ne. Meni se to ne zdi, ampak neke dolžnosti do spomina. Ne, in zdaj, seveda, literatura, zakaj uporablja strukturo zgodbe v, recimo, romanu? Vsi, navsezadnje je bilo precej poskusov roman brez zgodbe. Ampak vsi so bili poskusi, medtem ko roman z zgodbo, se je vrnil. Vsi, to ni nič, nobena skrivnost, ni da pač, recimo, novi roman, kjer je pač, recimo, nek del oblačila ali pa kljuka enako pomemben kot tisti, ki pritiska zanjo, ne. Torej, to je zanimiv poskus, ne. Torej, mogoče je Rudi Šeligo, ne, ki je pri nas v tem med daleč najbolj zanimivimi avtorji te smeri, ne v našem prostoru, ampak tudi nasploh, ne. Ampak vendarle, ne, bi danes kdo tako pisal, ne. Malce bi bilo to zelo zaznamovano z spet nečim antikvarnim, ne. Ampak, da se vrneva... Ampak jaz se strinjam s tem, zgodba ja, da se reši pozabe, da si zapomnimo, pa hkrati govorim o svoji izkušnji kot bralke, pa vem, da me tak način naracije, pripovedi strašno pritegne. Tako izkušnjo sem recimo imela prav s kulturnimi zgodovinarji, da me je sama zgodba tako navdušila. In seveda način pripovedovanja, da to preprosto znajo. Ne vem, na Ginsburga pomislim takoj. To je bilo meni strašno zanimivo, ampak še več je takih, a ne. Da me je ta zgodba tako pač prikovala nase. In se mi zdi, da se da skozi zgodbo potem zbuditi tudi pozornost, ne, kot če gre samo za neko znanstveno naštevanje, za številke, s čimer sem se v začetnih fazah tudi spogledovala in šla tudi skozi te metode. In se potem počasi od tega tudi oddaljila. Dovolite, da vas vprašam nekaj malo tako, no, lahko rečete tudi, da ne boste odgovorili, ne. Recimo, da pridem jaz k vam na izpit in da ne bom vedel, recimo letnice neke, kaj bi vi s takim kandidatom napravili? Mislim, pozabite, da sem jaz vaš profesor. Ja. Kar se tiče letnic, pri nekaterih vztrajam. Za 48 je že treba vedeti, tudi 58 recimo, zdajle tako, če potegnem iz literarne zgodovine, ampak včasih pa približno, ne. Ne moram pa recimo pristati na napako, da mi nekdo zgreši za
50 ali 100 let. Ali 100 let, ne. To se pravi, vendarle ne, ko govorimo o znanosti, je še kaj drugega, tudi še nekaj statistike. Torej, vi imate sjajnega predhodnika v Matjažu Kmeclu, ne, torej, kjer je bilo treba letnice tudi znati na iz ust, in to zato, ker se jih je moral tudi on sam naučiti, ker ima enako težavo kot jaz, da težko pomni letnice. Ampak potem ampak ja, saj to ni samo sebi namen, kaj ti dobi se potem neka osnova, neko okostje, kronologije, da se sploh lahko vzpostavljajo neka vzročno-posledična razmerja, ne, torej, da ne mislimo, ne, da je pač recimo, ne vem, lahko Drago Jančar navdihoval Ivana Cankarja, ne, torej, ne, ali pa kaj podobnega, ne. In če se mogoče tu vrnem še k tistemu prejšnjemu vprašanju, ko ste rekli, zakaj je pomembno pač poznati zgodovino književnosti, se mi zdi tudi zato, ker literarno vedo zanimajo tudi inovacije, ki se dogajajo v literaturi in o tem zelo težko govorimo, če ne poznamo tistega, kar je bilo prej. Torej tudi v tem smislu je ta neka kronologija, nek zgodovinski razvoj nujno poznati. Da, mislim, imam približno takšno mnenje o teh stvareh, ne, torej, kot ste ga tukaj torej vi predstavili, ne, in bi rekel, ne, pač, da je težko v recimo literarni vedi ali zgodovini brez teorije. Ne, torej, brez nečesa nekega zelo dobrega poznavanja teorije, ne, ampak natančnega poznavanja teorije in kritike te, ne, torej, medtem ko, če gledamo pa slovenski prostor, pa potem recimo po kakšnem Matiji Murku ali pa Ivanu Prijatelju, se je marsikaj prevzemalo v zelo reducirani obliki, ne, torej duhovna zgodovina ali modernejši strukturalni pristopi, vsi razviti v čisti obliki jih najdete res redko kje, ne. Kaj bi vi rekli, ne, vi ste vendarle dovolj jasno profilirana zastopnica neke usmeritve, ne. Bili ste pravzaprav pri viru, ne, torej, in ali naj človek, torej znanstvenik, ki gre v času svojega formiranja na tuje, da prinese neke impulze v tukajšnjo literarno vedo, kaj naj zdaj napravi, ali naj presadi recimo nemški hrast torej recimo na Kras, ali kako naj napravi, kako ste vi rešili ta recimo problem, ne, torej koš znanja, ne, iz pač spoznavanje pravzaprav pri viru, pa potem pa tukajšnja stvarnost, ne. Jaz sem sprva zelo zagovarjala tak, kako ne rečem, ortodoksen pristop, da je treba biti pač dosleden znotraj neke teorije. In da jo treba zato tudi dobro poznati, če želimo to teorijo uporabljati. Sčasoma se je tudi moj slovar začel mehčati in sem se začela od tega oddaljevati, ampak ne v tem smislu, da ne bi bila ta teorija in to metodološko zaledje zame dovolj prepričljivo, ampak ker sem to nekako ponotranila in sem ugotovila, da to tako ali tako usmerja moje obravnavanje literature. Se pravi, vedno, ko se ukvarjam z literaturo, se pravzaprav na tem metodološkem in teoretskem ozadju. In sem v bistvu skozi ta leta nekako si oblikovala neko svoje razumevanje literature, kako jaz razumem literaturo in razumem jo približno tako, kot sem prej rekla, v tem širšem kontekstualnem smislu.
Kar se tiče teorij, nikakor ne mislim, da bi bilo mogoče eno teorijo presaditi v neko drugo okolje oziroma na neko drugo gradivo. In se mi zdi, da sem bila tu vedno dovolj prožna v tem smislu, da sem se pustila voditi gradivu. In to se mi zdi še vedno pomembno, da pustimo, da govori gradivo, da ne skušamo neke teorije, metode na silo prenesti na neko gradivo. Kajti ni vsako gradivo za vsako metodo. Ampak ravno to sem hotela reči, glede na to, da se večinoma ukvarjam z 19. stoletjem, se je pa ravno ta teorija izkazala za zelo produktivna. Še vedno mislim, da je zelo primerna. Seveda pa, kar se tiče teorije, jaz teorijo razumem bolj kot nekaj, kar me spodbuja pri razmišljanju, kar me opozori na kakšne zanimive vidike. Torej ne v smislu, da bi jo želela presaditi oziroma preslikati na neko gradivo, ampak da mi da neko miselno spodbudo, da mi da kako idejo, da mi da kako novo zamisel. Potem pa seveda sledi ukvarjanje z gradivom. Tako razumem teorijo. Nič brez gradiva. Hkrati pa se mi zdi tudi enako, kot se mi zdi pomembno poznati zgodovino književnosti, se mi zdi enako poznati zgodovino teorije. V bistvu ni ene teorije, ampak je to zelo heterogeno področje in imamo pravzaprav zgodovino teorije. Če vzamemo slovensko literarno vedo in vidimo, kaj vse je šla in da so pač neki resni znanstveni začetki pri pozitivizmu, ampak da je že sredi 20. stoletja spet drugače, ker so v ospredju neki drugi vidiki in da smo danes spet v nekem drugem času, kjer v bistvu nimamo neke vodilne teorije, ampak imamo res množstvo različnih pristopov. Kar ni nujno slabo, Ni nujno slabo, ker ena osvetli en vidik, druga osvetli drug vidik, je pa seveda to malce pragmatičen pristop. Torej, ko Richard Rorty razpravlja pač o tem, kaj naj znanost sploh počne, ko pride do neodgovorljivih vprašanj, pravi, to so pa preprosto slabo zastavljena vprašanja, torej, zdaj tukaj vidim pač, jaz tudi sem opazil, torej tako pri zgodovinarskem kot pri literarno-zgodovinarskem raziskovanju, pač preprosto to, da en pisatelj ali pa obravnava enega opusa je recimo produktivnejša, več se da napraviti, več se da osvetliti z neko metodo, z drugo pa nekoga recimo drugega, torej nekega lirika z biografsko metodo. Sej seveda je to zanimivo, recimo pri kakšnem Byronu, ki ima razgibano življenje in tako dalje. Kaj pa tisti, ki tam zelo zgodaj umre, ali pa recimo, kaj bomo z biografsko metodo pri Salingerju, torej, ki je praktično izginil iz vida, torej, ki so tudi biografije njegove, ali pa samo ena, pravzaprav samo en kup ugibanj, mislim, pri takšnem avtorju vztrajati pri recimo biografski, pozitivistični metodi, ne vem, mislim, je kakšna strukturna ali pa tekstno-strukturna mnogo produktivnejša, torej in bo tudi več povedala in bo tudi recimo večji krog ljudi nagovorila, ker navsezadnje gre vendarle za službo literaturi. Z literarno vedo se ukvarjamo zato, da služimo literaturi, ne zato, da je literatura gradivo, zato, da imamo mi potem kaj delati in da imamo potem plačo in tako dalje. Torej, v tem smislu recimo nek pramen pragmatičnosti že lahko osvetli, se mi zdi, torej takšno
obravnavo ali pa takšno, recimo, strategijo pristopanja, ne. Ampak vrniva se počasi k našemu tu začetkom, torej spet k recimo Josipu Jurčiču, ne. Kajti vi ste vendarle pokazali, da se vsa ta komplicirana armatura, teoretska, da uporabiti pri recimo avtorju, o katerem mislimo, da je vse znano in za katerega je dosti, če ga preberemo v osnovni šoli. Potem pa začnete vi razlagati zgodbe o Jurčičevih zemljemercih. Govorite o Kloštarskem žolnirju. Da. Ja. Meni je, moram reči, to se razlikujeva, ljubši tisti drugi zemljemerec, ne, iz torej doktorja Zobra, ne, ampak vsak doma svoje obsesije. Ja. Ja, se ne znam povedati, zakaj mislim, je to delo tako zelo prikupilo. Pač zaradi atmosfere. Mene pri literaturi zelo navduši, če zna avtor tako predstaviti tisti svet, da me potegne vanj. In imam tako izkušnjo z več deli in tudi pri tem sem jo pač takrat imela. Ne vem, mogoče če bi brala v kakih drugih okoliščinah, me ne bi tako potegnilo. Ampak meni se zdi tega zemljemerca zanimivo opazovati v širšem kontekstu Jurčičevega pripovedništva. Govoriva o Adamu, ki pride v Kostanjevico na Krki, domnevna podlaga zanje je Jozef Resl in ki se zaljubi v najlepšo izmed kostanjeviških deklet. In se mi zdi res sila zanimiv lik, prav s to svojo potrebo, da bi po eni strani prekoračeval meje, stanovske, verske, etnične tudi, cerkveno in posvetno, gosposko. Hkrati pa nekdo, ki si hoče najti svoj prostor pod soncem, nekako si odmeriti svoj košček zemlje in tam zagospodariti. Tako kot v bistvu vsi Jurčičevi junaki. Ta obsesija pravzaprav, si najti nekje svoj prostor. Prostor torej po svoji volji, ne, torej voljo. Ja, tako da sam odločaš. Ja. Tako, ne, mislim, to gotovo je neka, recimo, eksistencialna dimenzija, ki se pri Jurčiču najde, ne, torej ne tisto samo stremljenje k uspehu, ne, kar je pač naj bi bilo tipično meščanskega, ne, ampak ja, ne, to, kar ste rekli, prostor pod soncem. In to, kar je človeka vredno, ne? Ja. Torej, in ne samo tisto, da imaš malcen prostorček in obdeluješ kandidovski vrt. Vrt, ja. Ne, in ja, ne, torej, seveda, moram reči, ne, da mene ta drugi zemljemerec malo bolj vznemirja zaradi pač tekstnega okolja, ne. Torej, doktor Zober je vendarle nekoliko, se mi zdi, kompleksnejši tekst, ne, čeprav tudi Kloštarski žolnir ni tako zelo enostaven, ne. Torej, ni samo tisti zgodbeni nivo, ne, kaj se je zgodilo neki deklici, kaj se je zgodilo pač torej nekemu takšnemu človeku, ki pride, ki je v poklicu enem redkih takrat premičnih poklicov, ne, torej zemljemerec je nekdo, ne, ki je dinamičen, ne, torej poosebljenje dinamike, ne. Si mogoče je recimo zato bil zanimiv tudi za Kafkov svet, ne, torej ravno ta poklic, ne. Če pomislim na to, kakšen je bil pa nabor takih nestatičnih poklicev v tistem času, torej zemljemerec, mogoče zavarovalniški agent, pa potepuh, ne, torej poklic, ne, to ni pač, ne, in če... In takih je tudi kar nekaj pri Jurčiču. No, gotovo, ne. In zdaj, seveda, zakaj ta drugi zemljemerec zame toliko interesanten, ne, torej, ker pri
Zobru gre za eno, pravzaprav bi rekel, svetopisemsko vprašanje, ne, kje je tista prava mera poravnave. Poravnave, ne, pač, kar je, mislim, da Josipa Jurčiča kar precej vznemirjalo, ne, zaradi tega, ker sej to je tudi v tej mračni zgodbi ene familije, ne, ki je v 10. bratu, ne. Kaj torej zdaj poravnava, ne, torej posest, ki jo nekdo preda zato, ker je nekdo napravil neko hudodelstvo nekoč, ne. In seveda, ne, zdaj, če beremo recimo 10. brata, ne, samo kot neko zgodbo o tem, kako nek študent pravzaprav si skuje srečo in prostor pod soncem, ne, ali pa če to zdaj postavimo v neko bolj komplicirano mrežo družinskih odnosov, pa vprašanja poravnave, recimo, ne. Saj to Slovence muči še dan danes, ne, ko se toliko govori pač od sprave in se govori toliko o spravi, da bomo vsi skregani od sprave ali pa predstav o spravi, ne. Torej, jaz mislim, da ne, v teh Jurčičevih tekstih je vendarle še kaj drugega, ne, torej neko reševanje nekega posebej pomembnega vprašanja. Saj Lepa vida navsezadnje, ne, je tudi takšna, ne, torej Jurčič je drugače sklenil lepo, torej ta motiv, ne, Lepa vida Jurčičeva je kaznovana. Kaznovana, ja. Ne, torej, spet, kje je prava mera, ne, zdaj, če to postavlja kontekst tega, kar smo prej rekla, ne, torej, kako torej, prostor pod soncem, si ga je treba na neki način izboriti, ni mu dan tem Jurčičevim junakom, ne, torej, se navidezno, ne, Lovre Kvas je tudi na začetku, bi rekli, sej, kakšno pač lahko ima prihodnost, ne bo prišel z Manico skupaj, ne, ampak vendarle mogoče Manica pride skupaj z njim, ne, bolj mogoče, ne, torej, ni tako zelo enostavno, ne, in isto stvar sem ugotovil, ko sem se ukvarjal z Jurčičevo dramatiko, ne, torej, najprej seveda fascinantno to, da nekdo piše veliko tragedijo, torej ne eno, dve, takrat, ko Slovenci nimajo nobenega poklicnega gledališča. To je vedno narejeno samo iz vere v prihodnost, da nekoč to bo. Projekcija. Ja, projekcija, ne, torej eno čisto drugo obzorje, ne, ta avtor je imel neko drugo obzorje kot teh realne možnosti, v katere je ujet. Ne? In zdaj, seveda, ne, ni tam direktno povedano, nekako različne ljubezni tekmujejo med sabo, ne, ampak vendarle, ne, če sta Veronika Deseniška in Janko sorodnika, bratranca, ne, torej, to je jasno, da ne more iti za tisto najbolj standardizirano verzijo ljubezni, ne, in zdaj, vi ste veliko govorili pravzaprav o teh rečeh v svoji knjigi, ne, torej, eden vaših kolegov je govoril o tem, ne, da pač je ljubezen, ne, kot neko veliko čustvovanje, da je to pravzaprav nek romantičen konstrukt, ne. Pravzaprav ob vseh teh mnogih oblikah ljubezni, ne, vendarle res je, ne, da psihoanaliza pa freudizem je ta pojem zelo zožil, ne, češ vsi ljudje težijo k pač neki obliki, ne, in tako dalje, ne. Torej, pri Jurčiču ni še te stesnitve, torej so še zelo različne ljubezni, ne, in v vaši knjigi se to najde. Ja, v bistvu skozi vse njegovo pripovedništvo so te različne oblike ljubezni in on jim tudi pač dopušča, da se srečno razpletejo, zakaj se ne bi.
Ja. Za razliko od tega, kar je on doživel v svojem življenju. Ampak kar je še pomembno pri teh ljubeznih je to, da je to stvar tudi svobodne izbire. Da to ni nekaj vnaprej dogovorjeno, ampak da daje tu veliko svobode izbiri. Zlasti mislim tu na hčer mestnega sodnika in seveda na Lepo Vido. Je res, da potem on privzdigne ta svoj prst in te ženske kaznuje. Prej je bila omenjena tudi Langmanca verjetno iz Zobra in da zblaznijo, ampak ta svoboda izbire obstaja. In obstaja možnost za ljubezen. Podobno mi zdaj hodi na misel Krstnik, ki potem v Agitatorju tudi omogoči srečen razplet. Ja, ne, kar je presenetljivo, Ja. ne, ob recimo ne, naslovu Agitator, ne, ki govori, ne, češ nek človek pa gre, da vse v to recimo politično kariero. Ne, tam se pa pokaže, da je v politiki pravzaprav bolj neuspešen, uspešen In je da pa možnost. v nekem eksistencialno pomembnejšem, pravzaprav osebno pomembnejšem položaju kot na tem recimo javnem planu. Ne. Torej, ne, ko gledamo pač te naše avtorje, ne, vidimo potem, ko se osvobodimo predsodkov, da so to pač že enkrat prebrani avtorji, da vendarle imajo še kaj povedati. Ne? Mislim, da je to pravzaprav glavna stvar vaše knjige, ki je doživela pač eno tudi, kak bi rekel, ne, torej, sej ne bom nič kaj izdajal, ker je pravzaprav smešnega, nekoč ste mi rekli, ne, da je eden vaših kolegov rekel, da škoda, ker ima trde platnice, ker on ne more pisati po njej. Ne, mislim, gledajte, no za zadnje, ne si ni bilo mišljeno tako, ampak to je lepo priznanje neki knjigi, da je živa in ker je o avtorju, ki velja za prebranega, zdaj se začenja neka diskusija. Mislim, da je to precej velika stvar, ne, čeprav ni bilo mišljeno tisto tako, ne, prijazno, ne, ampak ja, ne, torej, da bi morale biti mehke platnice, da bi lahko čečkal, ne, in upam, da ste mu odgovorili, ja, naj napiše sam knjigo, pa bo lahko napisal, kar bo hotel. Po knjigah se ne sme čečkati. Sicer, ja, tudi ta Jurčič ni bil tako mišljen, mislim, jaz nisem pričakovala, da bo tak odziv in sem tega po svoje vesela, no, ker v bistvu imam še vedno pred sabo figuro Matjaža Kmecla, pa vseh tistih starejših z monografijami oziroma zbranimi deli, zbranimi spisi o Jurčiču in mi se zdi taka častna družba s temle Jurčičem. Hkrati pa mi gre predvsem za Jurčiča, ja, in za slovensko klasiko, zlasti za klasike realizma, ker je pač to moja obsesija. Kako ne rečem. Ja, in pokazali ste pač, da pravzaprav je zasluženo to klasika tudi za naš čas, ne, torej, da ni to samo neko dolžnostno branje, ne, ker smo pač v neki kulturi in ker moramo njene korenine poznati, ampak da to branje vendarle nekaj da, ne. Hkrati ste pa, in s tem bova počasi zaokrožila zgodbo, pokazali, zakaj je tvorno se ukvarjati s tem, kajti vendarle so neki novi podatki. Torej tudi Jurčič, ta neznani znanec, pravzaprav, katerem mislimo, da vse vemo, ne, torej v vaši knjigi ni zdaj več, kot je poprej bila ena velika njegova ljubezen, sta dve. Ampak zdaj, ko se knjiga predstavlja, ste pa izvedeli, da Da je še tretja. O tisti se je govorilo, ja, Helena Bavdek. Sem pa to slučajno izvedela, ko mi je pač ob enem od obiskov Muljave o tem pripovedoval njegov prapravnuk, v bistvu dva prapravnuka,
ker menda hranijo doma še tisto omaro, ki jo je imel Jurčič v Ljubljani. Saj komu se to zdi pač brez veze, ampak meni pa ne. Ker sem dejansko videla na Muljavi in jaz nisem tega nikjer doživela, da Jurčič tam dejansko živi. Da ljudje to poznajo, da so pač ponosni na to. Zdaj ne vem, koliko Jurčiča berejo, tega nisem spraševala, ampak strašno zanimive reči se tam izve. Med drugim sem izvedela, zdaj čisto pred kratkim, in jaz tega nisem nikjer našla zapisanega, da ne bi Jurčič znal silno dobro risati. In dopovedoval mi je nek Muljavčan, da je menda narisal njegovega spet deda, zelo natančno v lanenih hlačah, kjer se je videla celo nit od teh hlač, in sem potem razmišljala ravno o tem njegovem daru za pripovedovanje, za opazovanje, njegovo zmožnost poglabljanja v značaje, in mi se zdi to kar nekako logično. Skratka, je bila zanimiva informacija, no, in prej nisem nikoli za to slišala. No, torej, to je še neka vaša posebnost, ne, torej k virom, vsakovrstnim virom, torej ta kulturno-zgodovinska širina, ne, imate pa stike še z enim živim pisateljem, ne, torej mogoče res še nekaj o tem, ne, torej imate na neki način pooblaščen pristop do njega. Ja, Boris Pahor. Nazadnje sem ga obiskala decembra na Viljo, pravzaprav, ker me je teden dni prej poklical, naj pridem, sem bila zelo presenečena, čeprav sva v stikih seveda, in mi je zaupal še vrsto zanimivih stvari. In me je v bistvu zelo ganil, no, pa nisem sposobna o tem še pisati. Tako z nekim pač zaupanjem, da to, kar počne, ne bo šlo v pozabo, ker tako ali tako ne bo šlo. Ampak zlasti pa se mi je zdela zanimiva ena želja njegova, o tem sva že govorila, pa nisem tega niti še javno tako govorila. Zelo si želi, da bi napisala roman o njem in kranjski profesorici slovenščine, Mariji Žagar. Pred dobrimi 10 leti sem namreč uredila njuno korespondenco. Takrat sva začela tudi tesneje sodelovati in on je bil takrat strašno navdušen, ker je v tej korespondenci prišel do izraza primorski duh, kot je to poimenoval, in mi takrat nekako bolj začel zaupati, no, še. No, saj ta knjiga, ne, torej Sončna ura je velikansko delo, kar se vidi v opombah, ne, torej sama pisma bi bila marsikdaj nerazumljiva brez pojasnjevanj, ne, torej verjetno, da ste tam opravili torej ne doktorat, ampak tisto, kar je treba, recimo v Franciji, državni doktorat, ne, mislim, ker ne vidi se ravno veliko in impresivno, ampak je ogromno delo, ne, torej kot neka knjiga izbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev, ne, torej pač, ne, kar je pa seveda težje, zato ker so še, torej to so živi ljudje, ne, v dovolj kompliciranih medsebojnih odnosih, toplo-hladnih, ne, torej in potem, ni nobena skrivnost tudi, ne, da snujemo nek projekt, in ko se malce v Pahorjevo korespondenco zakoplješ, odkriješ pač res nenavadne stvari, torej tudi pismo Nobelovca, takrat še ne Nobelovca, Petra Handkeja v slovenskem jeziku, ne, torej Borisu Pahorju, ne. Da ne govorimo o vseh drugih presenečenjih, ne, in torej jaz razumem vaše delo tudi kot neko obnovo gesla k virom v literarni vedi, ne, mislim, da ne samo v vaši generaciji, ampak recimo tudi sem zdaj že starejša generacija, pač, ne, torej, da nikjer pravzaprav ni tolikšnega klica po tem, kot ravno v vašem delu, ne,
glede na to, da to niso niti kakšna zbrana dela, ne, ampak nekaj takega. No. Morda pa je digitalna doba spodbuda za to, ker oživlja arhive, ker so stvari zdaj res postale dostopne na klik in se mi zdi, da lahko še dodatno spodbudimo to naše vračanje k virom, ker je veliko lažje danes dostopati do tega. In seveda pojem vera je danes veliko širši, kot je bil nekoč, ne, torej to so tudi seveda način pripovedovanja in vse mogoče, ne. Skratka, kako se bova recimo pogovarjala čez 10 let, ne, bova imela o marsičem še pripovedovati. Najlepša hvala vam za obisk tukaj in želim srečno delo. Hvala za povabilo.